Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dobrodošli na tradicionalnem sociološkem srečanju v Kopru, ki se zdaj nadaljuje, ne začenja, ampak nadaljuje z programom, z panelno razpravo na temo elite in ljudstvo. Vendar pred tem bi želela še nekaj povedati. Pred 2 dnevi je umrl naš cenjeni profesor Stane Južnič, starosta Fakultete za sociologijo političnega in novinarstva. Predlagam, da z 1 minuto molkom počastimo njegov spomin. Slava. Preden predam besedo današnjim govorkam in govorcem, govorki in govorcem, bi vam rada povedala, da smo gostje Fakultete za humanistične študije, ki nam je prijazno odstopila prostore in katere sodelavke in sodelavci so obilno pomagali organizirati tako po vsebinski kot po tehnični in organizacijski plati letošnje srečanje. Zagotovo ima za to zasluge predvsem dekanja Filozofske fakultete, doktorica Irena Lazar. Zato jo prosim, da pozdravi spoštovano občinstvo. Spoštovani gostje, dragi kolegi, dovolite mi, da vas prijazno pozdravim v naši hiši, v imenu seveda vseh naših sodelavcev, tistih, ki so prijazno pomagali tudi pri organizaciji vašega srečanja, tistih, ki se udeležujejo vaših dnevov. V veselje nam je, da je lahko Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem gostitelj tako eminentnega srečanja in seveda, če sklepam po programu, ki sem ga pogledala, srečanja z izredno zanimivo tematiko, ki je seveda izhaja iz časa in trenutka, lahko rečem, nenazadnje tematiko, o kateri bi verjetno imela veliko povedati tudi naša fakulteta, vendar upamo, da smo prebrodili najtežje čase, in upamo, da bomo tudi s takimi dogodki, kot je srečanje sociologov in drugimi kongresnimi in podobnimi dejavnostmi, lahko še naprej tvorno sodelovali z raziskovanjem na družboslovnem, humanističnem področju in še kje. Vsem skupaj želim uspešno delo, upam, da se boste prijetno počutili v naši hiši in da si boste želeli, da se še kdaj vrnete. Opravičujem se, ker se zaradi drugih obveznosti ne morem dlje časa udeležiti vašega srečanja, prepričana pa sem, da s vsemi vašimi eminentnimi sodelavci in sodelavkami bodo vaši dnevi se končali in zaključili z najboljšimi rezultati. Hvala lepa. Srednjega dogodka, dr. Gorazdu Kovačiču, ki bo najprej predstavil govorko in govorce in potem bo povezoval diskusijo, kateri vas pa zdaj vabim, da v njej sodelujete. Lepo vas pozdravljam. Gostje današnje okrogle mize z istim naslovom, kot je tudi naslov letošnjih socioloških dnevov, so z moje leve Jože Vogrinc, Ivan Bernik, potem pa Barbara Rajgel, Lenart Štof in Tole Kramberger. Za začetek neko opažanje. Opažam že več let,
da je vsebinska struktura socioloških srečanj podobna stanju v sociološki stroki nasploh. To pomeni, da so naši prispevki v precejšnji meri vsebinsko specialistični, smo fragmentirani in med različnimi tematskimi scenami, krožki, je relativno malo dialoga. To se kaže tudi v tem, da predsedstvo sociološkega društva vsakič določi neko osrednjo temo, v upanju, da se bo velika večina prispevkov ukvarjala s to temo, seveda vsak iz svojega tematskega zornega kota, ampak pogosto potem so številni prispevki pravzaprav nekaj, kar bi referenti tako ali tako predstavili, nekaj, s čemer so se pač ukvarjali v zadnjem času in je pravzaprav predvsem naloga takšne osrednje okrogle mize, da sploh skuša vzpostaviti skupno rdečo nit. Tudi z današnjo temo je tako in pred nami je torej neka težka naloga. Skušali bomo vzpostaviti rdečo nit celotnega srečanja. Pri tem si bomo prizadevali ustrajati na nekem nivoju in se ne spustiti na nižji skupni imenovalec povrkovanja. Hkrati upam, da bomo uspeli biti tudi dinamični. Je pa to seveda odvisno tudi od vas. Cenjena publika, prosim, vključujte se, ne čakajte, da bo ura naokrog. Letošnja tema je po svoje tudi lahko spolska. In moje prvo vprašanje bo pravzaprav poskus ponovnega premisleka teme, ki smo jo zastavili v predsedstvu in pri kateri sem seveda tudi sam imel prste vmes. Ta tema elita in ljudstvo in to besedilo, oziroma pismo, sta nastala v času, ko so bile ulice slovenskih mest še polne protestnikov. Nastala sta kot odziv na neko nasprotje. Na eni strani smo opažali zelo očitno na ulicah jezo zoper elite nasploh. Na drugi strani pa smo videli tudi nezmožnost artikulirati, kaj hočemo, kakšne bi lahko bile alternativne zahteve in podobno. V ustaniških krogih se je pojavila neka nova elita uradnih predstavnikov ustaje in ti so govorili, da so stare elite nekompetentne, vendar tudi od njih in od njihovih obljub doslej ni bilo kaj dosti in se resno postavljajo dvom v njihovo kompetentnost. In zato današnja debata o elitah in ljudstvu. Ampak vendarle, v samem konceptu elit so tudi določene plasti. Kot je nekje zapisal pred časom kolega Vogrinc, koncept elit je lahko tudi sam nagnjen k elitizmu. Zato poskusimo z refleksijo tega koncepta. Za začetek bi postavil tole vprašanje. Kako to, da se mi danes sploh ukvarjamo s temo elit? Namreč pri elitah, v pojmu elit je vgrajena neka normativna predpostavka, češ elite bi morale biti družbeno odgovorne. Elite, početje elit bi moralo temeljiti na vrlinah, ne samo na reprodukciji svojih položajev moči in podobno. Odkot ta predpostavka? Kako je to možno? Še malo bolj specifično vprašanje bi postavil. Kako to, da se nam pojem elit kot neka problematika vedno znova vrača? Zakaj se nam je vrnil in se nam kaže kot aktualen tudi danes? V kakšnih zgodovinskih razmerah vznika? In bi kot morda provokacijo za to, da nam bo misel lažje stekla, navrgel nekaj možnih tez, nekaj možnih odgovorov na to vprašanje. Prvo, govorjenje o elitah in pozivanje k temu, naj bo elite bolj moralne, je lahko izraz stiske enega dela elite, to je nas, intelektualcev, intelektualne elite. Stiske, ker smo frustrirani, zato ker smo izgubili vpliv v primerjavi z drugim delom elite, to je z ekonomsko in politično elite.
Računica na to, da je boljša prihodnost odvisna od tega, ali bodo elite poštene ali ne, je lahko tudi rezultat krize države. Države kot nekega formalnega pravnega aparata. Potem tretja teza. Na ljudstvo se politična misel sklicuje predvsem v času devrata, revolucij. V imenu revolucij se gradi novi red. Kdaj pa vznikne diskurs elit? Potem, ko gre za vzpostavljanje tega novega reda oziroma za branjenje starega reda. Se pravi, morda je današnje govorjenje o elitah in iskanje poštenih elit tudi izraz tega, da si vendarle želimo ali pa vidimo, da sistem še naprej funkcionira konzervativno. Recimo samo en primer. Izvaja se tako imenovano reševanje bank. Pa vemo, kaj to pomeni. Pomeni pravzaprav podaljševanje obdobja, po katerem je en ozek razred lastnikov finančnega kapitala črpal rente. In zdaj se je ta parazitizem usmeril tudi na javni denar. Kako se pa upravičuje to, da je treba rešiti banke, da je treba rešiti stari sistem? Tako, da je treba zaščititi prihranke srednjega razreda. Vse moramo požreti in doseči to, da bodo vloge do 100 000 evrov ostale varne. Da bi se, kot je rekla, dopoldne Metka Kuhar, žaba lahko počasi skukala. Se pravi, možno je, da je diskutiranje o elitah tudi posledica nekih idealističnih investicij v elite, ki naj bi imeli rešilno vlogo. Zato pa morda neko protivprašanje. Kaj konceptualno pridobimo in kaj izgubimo, če koncept elit zamenjamo z nekim drugim konceptom, kar je tudi Jože Vogrinc v tistem prispevku predlagal, s konceptom razredov. Nimam predvidenega vrstnega reda, tako da prosim sogovornike, da se odzovajo, tako kot mislijo, da je prav. Če ne, moram pa določiti.